Nasvetom Sanje Lončar v naših oddajah radi prisluhnete. Danes vam bo pojasnila, kako pripravljamo čaje in kakšne nam priporoča. Sonček nas vse manj greje, zato nas kmalu bojo začeli greti čajčki. Zdaj, Slovenci smo poznani kot zeliščarji in vrtičkarji, ne dvomim, da imate veliko zakladov že v svoji zakladnici, kar nimamo, bo treba nabaviti. In zato se danes bomo ukvarjali s tem, kako sploh pridemo do kakovostnega čajčka. Prva zadeva za tiste, ki še ne nabirate in ki čaj kupujete, je, da se je treba res na široko izogniti čajem, ki so že v filter vrečkah, ne glede na to, da obljubljajo, da bo v eni minuti vse gotovo. Ko takšen čaj odprete, ne morete vedeti, kaj je noter. Ne morete vedeti ne kakovost materiala, ne kaj vse je padlo zraven, ko so ga mleli, pa že za povrh, to je že toliko razdišano in oksidirano, da pričakovati kakšne učinke od takšnega čaja je res brez pokritja. Tudi če kupujemo take čaje, ki so navidezno ločeni in vsak v svoji vrečki, če te vrečke niso zrakotesne, je čisto enako, kot da smo kupili takšne. Edine zrakotesne vrečke so res take, ki ne spuščajo zrak, ki so zavarjene z vseh strani in kjer šele ko odpremo, to tudi če povohate, čutite polno aromo, take lahko uporabimo za hitro pripravo. Ampak vsak poznavalec čaja vam bo povedal, da ga ni čez zares posušene rastline in čaje, ki jih lahko dobimo v rinfuzi. Ponudba je vse večja, z zeliščarjem se res ukvarjajo mnogi. Prvi pogoj, da zares veste, kaj pijete, je, da kupujete ekološko certificirane čaje. Čaji so, verjeli ali ne, veliko bolj špricani še od najbolj špricanega sadja, zelenjave in začimb. Torej ni vseeno, a so jih vzgojili s herbicidi, insekticidi, a so jih zaplinili, zato obvezno pogledajte, da gre za ekološke čaje. Drugo, kar je zelo pomembno, je ugotoviti, koliko kakovosten je čaj. Barva precej pove. Dobri čaji imajo intenzivno zeleno barvo. Še bolj pomembni pa so triki, in sicer, če recimo vidite, da so celi cvetovi posušeni, denimo, če vzamemo gozdni slezenovec, kjer je cvetek nedotaknjen in se vidi, da je v celoti posušen, vam to veliko bolj kot reklamni letaki pove, da so ga res morali nabirati ročno in da je moral biti posušen zelo pazljivo. To ne morejo delati veliki stroji, pa da na koncu dobimo takšen rezultat. Pravi čaji so vedno v obliki velikih, skoraj celih lističev. Poglejte, ko imate takšen čaj, šele takrat, ko ga boste strli, se list bo odprl in vam ponudijo vse zaklade, ki so noter. Da pripravimo dober čaj, potrebujemo posodo, v kateri se bo izlužijo le čaj in ne še tisto, kar ima posoda v sebi. Zato so najboljši čaji v emajliranih posodah, v keramiki, v steklu, ne pa rozfraji, pa bakar, aluminij ali prevlečene teflonske zadeve. Najboljši čaj skuhamo, če je na ognju ali plinu, izogibamo se elektriki, če se le da, niti pod razno pa jih ne delamo na indukciji, pa na mikrovalovnih pečicah. No, v zeliščarskih knjigah praviloma poznamo 3 oblike priprave čaja: hladno namakanje, prelivanje z vročo vodo ali prekuhavanje. Če hočemo pa res biti mojstri, potem je treba še ene določene vmesne kategorije vpeljati, in sicer hladna voda je zelo primerna takrat, ko res nočemo, da noter pridejo čreslovine, zelo močne grenčine, recimo idealne za artičokine liste, za tavžen trožev, za hrastove zadeve. Če pa želimo, da pride malo več, denimo prav pri gozdnem slezenovcu, pri šipku, pri koromaču, kumini, janežu, seveda to vse stremo, ampak je idealno namakati v takšno vodo, ki je temperature telesa, in potem pustiti čez noč. Tle smo si noči dali gozdni slezenovc v mlačno vodo, pustili smo ga stati, zdaj ga precedimo in če želimo, pogrejemo le na temperaturo, ki je primerna za uživanje. Kategorija, ki ljudje najmanj poznajo, zato tu delajo največ napak, je, da mnogim čajem ne paše krop, paše jim 70 stopinj.
Zeleni čaji, seveda, če jih boste prelili s kropom, bojo grenki in trpki, vendar enako velja tudi za vrtnice, enako velja tudi za rožmarin. Če jih bomo prelili res le z vodo, 70 stopinj, pustili stati par minut, največ 5 minut, dobimo čudovite, osvežilne, poživljajoče čaje, ki niso grenki, ki niso trpki, ki vam ne potegnejo skrb usta in ki jih lahko pijemo veliko bolj pogosto. Kategorija, ki jo vsi najbolj poznamo, je kategorija, preliješ s kropom, pustiš 10 do 15 minut. To je res najbolj primerno za večino cvetov in listov, vendar vse jih je potrebno pred uporabo streti, da se čim bolj poveča površina, iz katere se nam bo izlužil čaj. In še mogoče en detalj, ki ga ljudje spregledajo, ko take čaje damo delati. Velja za vse čaje, ampak zapomnite si, čaj nikoli ne sme biti odkrit, ker nočemo, da cela soba uživa v eteričnih oljih, želimo, da te zdravilne učinkovine, ki so v eteričnih oljih, pridejo v naše telo. Zato se čaji vedno pokrijejo takrat, ko se pripravljajo. Denimo imam prav grški planinski čaj, ki je zdaj zelo popularen, ker je za pljuča, je protivneten, zelo krepi tudi dihala in je odličen, če imamo kakšnakoli kronična vnetja, kot so revmatoidne zadeve in podobno. No, voda je že zavrela, ta čaj bomo prelili. Ga takoj pokrijemo, pustimo stati največ 10 minut, potem precedimo. Zadnja kategorija so čaji, ki jih je treba prevreti. Zakaj pa prevremo? Prevremo ali zato, da namenoma spustimo škodljiva eterična olja, kot je recimo pri žajblju, ker hočemo, da tu jon gre ven, ali, kar je še bolj pomembno tam, ker hočemo, da silicij pa reslovine pridejo ven. Takrat, ko so notranje krvavitve, ko je sluz, ko je gnoj, ko je treba zaceliti rane, takrat rabimo silicij, rabimo reslovine, rabimo stvari, ki šivajo, dobesedno strojijo kožo od znotraj in zaradi tega, če za ta namen uporabljamo rman, ga prekuhamo, če ga uporabljamo za poživitev, potem ga samo naredimo kot poparek. Ovs ali preslico, to so vse čaji, ki jih je potrebno 20 minut kuhati, če hočete, da silicij, ki je super za naše kosti in tkiva, pride ven.